Jaz sem se 2 leti obnašal v fitnesu kot turist. In en dan priletim v fitnes, hodim po stopnicah in se ustavim in mi vžge, kva jaz delam tule. Dejansko 2 leti hodim v fitnes, nobenega rezultata, nobenega napredka. Kupiš karto, hodil sem, oziroma bil sem, ko bi rekel, ne vem, a je sploh to izraz fitnes turist. To pomeni, hodil sem zato, ker je okej hoditi. Kupil sem po ene 3-4 različne aplikacije, dejansko neke vaje jaz sem delal, bil na telefonu, enih par lepih objav sem naredil, to je res bilo. In potem s tem nekem, češ zadovoljen, da sem to naredil, sem šel še v savno in dejansko sem to začel, prebliski bil sem to začel povezovati s tem, kar jaz delam, ko ljudi ozaveščam, spodbujam, dajte se mrežati, dajte graditi socialni kapital, to mi je pol prišlo. Zdaj, kaj sem pol naredil? Dejansko sem sam sebi priznal, da jaz pač nimam pojma o fitnesu, da če jaz želim kakršenkoli napredek, moram nekoga pač pocukati z rokava pa reči, da mi pomagaj. Pa ne, da jaz nisem videl. Jaz sem videl v fitnesu en kup fitnes inštruktorjev, trenerjev in ogromno ljudi, ki so se z njim sprehajali pa pač delali. Zdaj ne vem, a jaz takrat to nisem hotel videti, nisem mogel videti, ali me je ego matru, ni važno. In dejansko nisem nobenega, mogoče je bilo tudi malo neroden, jaz sem zdaj, ne vem, 46, zdaj bom meni nekaj po fitnesu kazal, ne bom jaz sam. Zdaj pa takole, jaz takrat aktiviram Stefana, jaz sem njega videl v fitnesu, parkrat sva podebatirala, bila sva iz istega naselja in mu rečem, ti deca, lahko na eno kavo in od tiste kave dejansko poprečno 3-krat na teden, 2-krat na teden sva midva delava na me. Zdaj pa, kako sem jaz to povezal, kakšne veze ima to zdaj, bom to posebej povezal s tem, kar jaz zdaj počnem. Jaz sem se odločil, da ne bom več ljudi prosil oziroma spodbujal, dajte se mrežati. Ker mreženje, da se pač to, kaj folk dela, pač gre na dogodek, potala vizitke, ne vem, nekaj na LinkedInu, objavlja nekaj, nekomu celo nekaj polajka, zbira pač sledilce. Kaj je poanta zgodbe? Kaj hočeš s tem doseči? Zdaj, torej, fitness je, zdaj, a boš shujšal, a boš mišice dupal, a boš nekaj premaknil, ne? Torej, sploh jaz, ne, če me pogledaš tako, dejansko na meni se že vidi po telesu, da imam nekaj za narediti, ne? Zdaj pa tako, isto je iz tega sveta mreženja, ne, je pač, da je treba začeti stvari delati malo bolj strateško. Torej, treba začeti buildati socialni kapital. Zdaj pa tako, jaz hodim v fitness zato, da pač nisem fan športa, nisem to nikoli živel, jaz raje tole zdaj delam, kar zdaj počnem, raje kakšno knjigo preberem, ampak sem to že ozaveščen, da za moje telo, zame je dobro, da dejansko se gibam, vadim in dejansko z leti, da imam kakšno mišico več, ne, da je to bolj zdravo. Delam, lahko rečemo na preventivi, ne. Zdaj, isto je ekipa z socialnim kapitalom. In jaz sem tukaj eni zgodbi, s kateri dejansko nikoli ne veš, kdaj boš nekoga rabil. V naslednjem videu bom povedal eno hudo zgodbo, zdaj bom povedal eno zgodbo. Glejte, mi smo tako iz teh zdaj socialnih kapitalov zelo hitro zadovoljni. Veliko folka reče, Božko, jaz to ne rabim, jaz imam dosti ljudi, ne, vse je službice v redu, ne, pravim jaz vse, to je vse okej, ne. Kaj pa? Kaj pa, če se nekaj zgodi? Kaj pa, če ti jutri poč guma sredi noči? Kaj pa, če rabiš jutri 50 tisoč evrov? Kaj boš naredil? Kaj pa, če izgubiš službo? A to se dogaja na dnevni bazi. Ne dolgo nazaj ena punca klicala, poslala dejansko en SMS, pa bom to res v naslednjem videu razložil, kako sem jaz takrat odreagiral, ne, ampak verjamem, ne, da si ona ni želela tega SMS-a poslati, da tega SMS-a ni načrtovala, ne, in da je mislila prejšnji teden, da ima vse pod kontrolo. In potem, ko se zgodi nekaj, ne, torej nekaj hudega, kaj mi delamo? Ko imamo izziv, ne glede na dejansko Google, ne glede na AI, človek še vedno najprej pomisle pri resnem izzivu, koga lahko pokličem, koga poznam, koga še pozna. Ker jaz mogoče lahko rešim 2-3 problema. Ne morem jih, torej 2-3 jih lahko rešim, ne, moja mreža jih pa lahko reši, ne vem, na tisoče. Zdaj pa tako, dajmo začeti tako, nehati hoditi samo v fitness, nehimo se mrežati, torej brezciljno hoditi na dogodke,
pa da nam rekel tale vizitka, pa neke, da bi rekel, nepomembne kave, dajte začeti to delati, ne vsi, mi, jaz, mi, dajmo to začeti delati malo bolj strateško. Daj? In po meni folk reče, kako začeti. Absolutno treba začeti pri sebi. Torej, vizija, cilji, ambicije. Pogovarjali se bomo tudi o magnetu. Kaj je tvoj magnet? Kam hočeš iti? Zakaj en s tabo pije kavo? Ne? Zakaj se en s tabo druži? Koliko folka te pocuka za rokav? Koliko folka ve zate? Vedno, ko hodim na te stvari, ki mi reče, jaz sem čisto super, rečem, ok, koliko ponudil za službo si dobil prejšnji mesec? Bene. Kaj pa če izgubiš to službo, koliko jih lahko pokličeš? Pa smo kar malo hitro tiho. Torej, ko mi to vemo, si postavimo pot, začrtamo pot, pa gremo v delati sistem, torej urediti bazo, razlagal bom o modelu Top 100, kako je segmentirati, imam tudi aplikacijo narejeno, da vam olajša cel ta proces, kako skrbeti za prave ljudi. In potem je treba postati proaktiven, ampak proaktiven do pravih ljudi. Mi moramo začeti dejansko zbirati, kdo je vreden naše energije, našega časa. Ker v tem svetu, jaz sem diplomiral, bil sem stolni prvak v tem, da sem dejansko kreiral nasmehe napačnim ljudem, da sem spil enih 100 kav, ki jih res ne bilo treba. Kako sem se začel mrežiti strateško? Torej, moj preskok je bil ko sem delal na Kompasu, 10 let, tipična fora pisarna, nimaš dejansko, delaš v pisarni, oziroma tako delali smo poslovalnici in ni bilo pri nas kulture peti na dogodek, ni bilo kulture, da ti se stran, ko šeš ukvarja, da greš nekam, torej piraš na kavo, piraš na kosilo, greš k stranki, bi stranke so nam hodile. Saj ta del, kjer sem bil jaz. In meni največji switch je bil, ko sem začel delati na Radio Center. Ko sem jaz prišel na Radio Center, to je bilo tako, dejansko je bilo, pač nimaš kaj delati v pisarni. Prodaja je dejansko šopala na polno. In jaz vedno rečem, da so mi semena posledila sta Bor pa Marko, ena po moji ceni najboljša tržnika v tem radijskem svetu, sploh pa v glavnem takrat na Radio Center, in jaz sem se od njih zelo veliko učil. In potem, ko sem jaz videl, da je to, pač tisto, kar praviš, ko daš ribo v vodo, je začel folk do mene hoditi in mi šel razlagati, da sem jaz dober v networkingu. Iskreno, jaz sem googlal, kaj je networking. Ta del je zelo romantičen, ker sem bil pod okriljem dobrega brenda, super ekipe. Reality check je bil, ko sem jaz prišel in ko sem jaz, ko bi rekel, začel delati na svoje. In takrat, ko ti nimaš backupa in takrat, če nimaš sistema, te zmanjka. Jaz takrat nisem imel sistema in sem dejansko za to plačal izredno visoko ceno. To pomeni, jaz sem hodil na dogodke zato, ker pač je treba hoditi na dogodke, ker meni je rekel, da jih strateško zbiram. Potem kavo sem iskreno napil vsakmu, ki je hotel piti kavo z mano. Dokler pač nisem ugotovil, da je ogromno teh kav, dejansko, ni pravih, folk je napačen, meni nobena dodana vrednost, toksičen, naporen, ali pa dejansko pride do tebe samo to, da te nekaj vzame, da te izčrpa. Pa iskreno, kar nekaj folk okoli mene je meni rekel, da se jaz preveč razdajam. Jaz sem očitno rabil to lekcijo, rabil to šolo, vse to dal čez, zato da pač, ne vem, vi ne boste te napake delal, oziroma ti ne boš te napake delal. In dejansko, čez čas sem pač razvil model Top 100, razvil cel proces, cel flow, kako buildaš socialni kapital, ampak kako buildaš nekaj, kar dejansko ti rabiš, in seveda potem posledično tudi tvoja mreža. Ker zdaj jaz verjamem to, da je treba dejansko graditi, preden sploh rečeš, jaz bi šel čez reko. Torej, da ti buildaš to pomeni buildaš odnose z ljudmi, preden jih boš rabil. Jaz močno upam, da jaz večino svojih kontaktov v life ne bom rabil, da bo v bistvu kvečemo oni mene, kdaj kaj rabil. Ampak, to pomeni, da če pa pride do tega, da jaz imam neki izziv danes, jutri po jutrišnjem, klej not je približno, 4000 kontaktov, na LinkedInu 10 000 ljudi. To je v neki točki totalno nepomembno. Pomembno je, koliko teh ljudi, ki jih jaz pokličem, mi vrne klic. Pa še ena stvar, ki je zelo pomembna v vseh naših odnosih, je v bistvu v našem življenju so odnosi. Že 85-letni študija na Harvardu dejansko ugotovili, da za srečno življenje so najbolj pomembni odnosi, medčloveški odnosi, šele po v neki drugi fazi denar, materialne dobrine pa to. In to že 85 let raziskujejo, ker vsak od nas rabi imeti
človeka, zraven katerega bo dejansko vesel, človeka, kjer pač zraven koga lahko jokaš in se smeješ in dejansko, da te nekdo potolaži, da te nekdo zbrca v smeri, ker sami smo nemočni. Zdaj, poanta celega tega videa, kar bi jaz res hotel, je, da pač, če si se ujel, tako bom rekel, v klub, da se sploh ne povezuješ strateško in da nikamor ne hodiš, super, daj sledi mi, stori eno vprašanje lahko postaviš, pa ti bom odgovoril. Po drugi, če si pa en izmed tistih, ki pa to že počne, pa nimaš nekega rezultata, te razumem, ampak treba začeti res step by step delati strateško. To pomeni najprej začeti svojo pot, kam ti hočeš iti, ugotoviš, kdo si ti, potem gremo urediti bazo, cilje, baza in potem postaviti roadmap, mreženski, pa gremo pa dejansko postati proaktivni. Pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, zato rabimo imeti čas. To, kar jaz razlagam, ni instantne rešitve. Torej, če pričakuješ, da boš na tem kanalu pri meni dobil tisti 3 korake, ki jih boš naredil, pa bo zgodba zmagala, ne bo. Ker pač enostavno človek je kompleksno čustveno biće, mi se ful menjamo, jaz se menjam, ti se menjaš, folk okoli nas se menja in to, ko ti enkrat začneš početi to, pač se strateško povezati, to nikoli ni. Živ Boga nima, ko bi rekel, čarobne palčke, pa to se nikoli ne ustavi. To ne moreš delati na zalogo. Torej pomeni, da moraš konstantno se ukvarjati z... Zdaj pa še en trik je za konec. Jaz vedno rečem, ko meni folk reče, Jaška, meni se malo ne da, jaz nimam energije, nimam časa. In jaz vedno rečem, res te razumem, nimaš ti časa, energije za kretene. Za dobre, pravi ljudi imaš pa vedno čas. Torej, čisto za zaključek, tvoja odločitev mora biti zdaj v tej točki, ali se želiš aktivirati strateško, torej, če se želiš aktivirati in če želiš aktivirati strateško. Če ti je to v interesu, lajki, šeri, komentiri, sledi mi in jaz ti pa zagarantiram, da bom ti čez ta kanal dal, kar znam. Tako da to, naslednji video pa ena taka zgodba, ki je mene res premaknila in to mi je nedolgo nazaj rekla kolegica, kaj se je zgodilo njeni mamici. Se vidi, naslednji teden.